Ljubitelice in ljubitelji športa, pozdravljeni v današnjem skoku. Danes si bomo vzeli čas za košarko. Z nami je trener KK Felix Zasavje, Miha Bučarič. Pozdravljeni. Dober dan. No, pa začela pri najbolj nedavni zadevi. 1. junij je praznik občine Trbovlje. Obeležujejo ga na različne načine. No, eden od teh je bil tudi turnir, ki ste ga organizirali vi, torej vaš klub Felix. 1. junijski turnir ste ga poimenovali. Kaj se je dogajalo, kje se je dogajalo in kako ste bili zadovoljni z rezultatom? Ja, v tej priložnosti za občinski praznik smo se v klubu odločili, da bomo organizirali mednarodni turnir za mlajše košarkarice do 12 let. Turnir je potekal v športni dvorani v Trbovljah. Poleg domače ekipe so nastopile tudi še ekipi iz Zagorja in Hrastnika in tudi 2 ekipi iz Čakovca in Celovca. Rezultatsko? Rezultatsko smo bili seveda kot domačini se spodobi uspešni, osvojili smo 1. mesto, ampak bolj kot sam rezultat je bil pa na tem turnirju pomembno ta medsebojno druženje. Ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi občini Trbovlje za pomoč pri organizaciji dogodka in podpori, prav tako Delavskemu domu Trbovlje, ki je omogočil tujima ekipama obisk v virtualnem muzeju, kjer so si lahko ogledali, kako je v preteklosti izgledali naši kraji. Tako da na koncu se nam pridružila še Nejci Nika Barič za podelitev, tako da ocenjujem kot zelo neko pozitivna izkušnja vse skupaj. Ja, bova v Niki Barič kakšno rekla potem še na koncu oddaje. Greva zdaj k članicam. Bom jaz dal malce konteksta za tiste, ki ne vedo. V Sloveniji imamo prvo košarkarsko državno ligo, v kateri nastopa mislim, da 8 klubov. No, imamo pa tudi ekstra ligo, kjer mislim, da nastopa podobno število klubov. Nisem zdaj prepričan točno, koliko je slovenskih ekip v tem tekmovanju, ampak v ekstra ligi so tudi ekipe iz drugih držav. Najprej malce opišite to tekmovanje in povejte, kako je šlo vašim članicam letos v njem. Ja, tako je. Že nekaj let nastopamo v tem mednarodnem tekmovanju, se imenuje pač ekstra liga. Poleg tega nastopamo tudi v pokalnem tekmovanju, ki ga organizira Košarkarska zveza Slovenije. Če se zdaj nazaj vrnem na ekstra ligo, tako kot ste že omenili, 8 ekip nastopa. Od tega so 4 tuje ekipe, 4 slovenske ekipe. Sezona se je nekako razpletla po pričakovanjih, kajti imamo malce težav pri številu igralk oziroma pri prehodu mlajših do starejših. Naredila se nam je generacijska luknja, ampak kljub temu smo z doseženim zadovoljni. Mislim pa, da vidnejši rezultati oziroma uspehi ekipe prihajajo v naslednjih sezonah. Katere tuje ekipe so del lige? Del lige so hrvaški 2 ekipi iz Zagreba, Folka iz Zagreba in Zadar. Poleg tega še italijanska ekipa Interklub Mudža iz Mil in celovška ekipa Koš. Dobro. Omenili ste pokal Slovenije, v pokal se lahko prijavijo ekipe, ki ne tekmujejo v državnem prvenstvu, tudi vaša. Kako vam je šlo letos? V pokalu smo se srečali s novomeško Krko, ki prav tako tudi tekmuje v ekstra ligi, tako da smo se srečali tudi v pokalnem tekmovanju in pričakovano je bila boljša Krka. Je bila zmaga Krke prepričljiva ali je bila zadeva konkurenčna? Prepričljiva je bila v Novem mestu, medtem ko doma je sicer točno, ne vem rezultat, ampak mislim, da nekje 3 do 5 točk smo bili slabši, no, ampak do konca je bila odprta tekma. No, v pokalu se srečujejo te ekipe iz ekstra lige državnega prvenstva. Vemo, v Sloveniji je Cinkarna Celje kar precej daleč spredaj. Gostili smo pred nekaj tedni trenerja Damirja Grgiča, tudi nekdanjega selektorja slovenske reprezentance. Nekako poskuša spremljati Triglav, letos je tudi Ilirija kotirala malce više. Kako pa te ostale ekipe, recimo v državni ligi, če jih primerjamo z ekipami v ekstra ligi, v pokalu je ta neka platforma, ki lahko vidimo vse. Je to precejšna razlika, je to precej konkurenčno, kako je s tem? Jaz mislim, da so te ekipe, predvsem mogoče, če izvzamemo Celje, pa imamo še 2 ekipe na vrhu, vse ostale so nekako na podobnem nivoju, kot je naša ekipa ali pa ostale ekipe, ki tekmujejo v ekstra ligi. Tako da bistvene razlike tukaj po sami kvaliteti ni. Ravno to, da se ne tekmuje v državni ligi, to je tema že več let, to ni nekaj novega. Glede na to, da v preteklosti in tudi sedaj, ker precej klubov ne tekmuje pod okriljem KZS,
to gotovo nekaj pove, to gotovo so neki razlogi. Pa če lahko, pa razumem, da je to kompleksna zadeva, ne, kaj zveza zahteva, pa tako naprej, ampak zakaj recimo Felix, zakaj te ekipe, zakaj se liga ne združi, kaj je tisto, kar recimo nekatere klube vendarle oddaljuje od tega, da bi šli pod okrilje KZS, kaj je tam tisto, kar morda ne ustreza kakšnemu kolektivu? Ja, treba je vedeti, da so vsi te klubi, z izjemo celjskega kluba, amaterski klubi, ne? In zahteve, katere ima prva liga, so po večini nesprejemljive, ne, za te klube. Zdaj nekateri še vedno vztrajajo, tako da tekmujejo, medtem ko drugi klubi težko te zahteve tudi izpolnijo in enostavno ni nekega smisla, ne, tekmovati v takem tekmovanju. O čem govorimo? Licenciranje, mlajše selekcije? Mlajše selekcije niti ne tako. Mislim, da so te klubi manjši, da so tudi premalo zaščiteni. Tukaj moramo vedeti, ko smo glih Celje omenili, to niso celjske igralke, to so igralke, ki igrajo za Celje, ne, ki so vzgojene v teh manjših klubih, kateri pa niso dovolj zaščiteni, niti z odškodninami, katere bi klubi poravnali, se pa v tem primeru celjski klub do teh manjših klubov in bi v tem omogočil nadaljnji razvoj tudi tem manjšim klubom, kljub temu, da igralke odidejo. In tukaj mislim, da prihaja do vedno večjega razpona. Se pravi, en klub je potem jasno bolj uspešen, kajti se je ukrepil, pa druga oslabil. Medtem ko ostali klubi potem pol amatersko s pomanjkanjem igralskega kadra nekako sezono poskušajo odpeljati do konca. Ja, ker znana zgodba, ne, tudi iz nogometa, ne, tam pobirajo talente že pri 13 letih in klub, ki je recimo z fantoma delal 6-7 let, zato ne dobi praktično nič, ne, izgublja konkurenčnost, izgublja se volja, izgublja se tekmovalnost. In ja, na tem področju bi gotovo veljalo nekaj narediti, ampak tega ne bo rešila v tej oddaji, gotovo ne. Greva od članic malce po tej starostni piramidi navzdol. Kadetine in mladinke letos ne tekmujejo, imate pa selekcijo U15, League Without Borders, LWB. Prav tako mednarodna zadeva, kako pa je šlo starejšim deklicam, ne? Rečemo U15, kako jim je šlo tam? Rezultatsko uspešnejše kot članski ekipi, ko smo jo prej omenila. Predvsem začetek sezone je bil zelo dober, ko so na prvem krogu na turnirju v Rovinju zabeležili 2 zmagi proti Rovinju in Zadru. Kasneje je bilo nekaj še zmag, nekaj porazov, sicer se dekletam ni uspelo uvrstiti na zaključni turnir, ki potekal na Reki na Hrvaškem, ampak kljub temu je bila sezona zelo uspešna, kajti naša ekipa bila sestavljena iz leto in 2 mlajših igralk, tako da vsekakor bo naslednja sezona nekje pričakujemo uvrstitev med 4 najboljše v tem tekmovanju. No, poleg te lige brez meja, ne, če jo poslovenimo, je bila zasedba U15 tudi na drugih turnirjih, recimo na Poljskem, ali so bile tam dekleta druge starostne kategorije? Ja, podobne starosti. Vsako leto se s klubom udeležujemo več mednarodnih turnirjev. V preteklosti smo se pred časom pred korono smo se udeležili tudi po 4 turnirje letno v enem šolskem letu. Vedno je bil odziv pozitiven, tako otrok, ki so šli, in tudi staršev. Tako da to tradicijo sedaj tudi po koroni nadaljujemo. Tako kot smo že omenili, na Poljskem smo bili za isto starostno kategorijo kot tukaj. Sicer nismo, kot smo v preteklih letih, posegali po najvišjih mestih, ampak kljub temu smo bili za samo udeležbo zelo zadovoljni. Mislim, da so tudi dekleta bile zadovoljne. Je pa to gotovo dodana vrednost, ne, za dekleta. Rade hodijo po Evropi, ne, športniki takole da vidijo. Ja, že v ustanovitvi kluba smo si zadali za cilj, da naš klub ponudi nekaj več kot ostali klubi. In tukaj smo predvsem izhajali iz teh turnirjev. V preteklosti smo se tudi že turnirja na Poljskem smo se udeležili že 5-ič. In tudi 3 leta nazaj, ko smo naredili turnir, oziroma ki smo se ga udeležili, smo tudi naredili ekskurzijo, ne? Tako da smo se s starejšimi dekletami, to so bile srednje šolke, konec osnovne šole, udeležili tudi ekskurzije v Auschwitz, ki je na poti do našega turnirja, tako da dodamo še neko dodano vrednost, podobno kot recimo na turnirju Francije, kamor smo odšli z letalom. Tako da mislim, da dekleta pri nas
dobijo nekaj več. Malce športa, malce kulture, ne? Malce potovanja in vse skupaj in tak zelo simpatičen paket. Ostale mlajše selekcije, ne, omenila so članice, v 15, to je ta generacijska luknja, ne, ki ste rekli, da trenutno ni tega filtra v člansko ekipo. Kako pa je spodaj? Ne? Imate še nekaj selekcij, kako je to razdeljeno po letnikih? Ja, močne selekcije so spodaj, razdeljene so po kategorijah, v 8, v 10, v 12, v 14, s tem, da v Zagorski klub ženski deluje po podobnem principu, ki ima in tudi v Hrastniku, tako da tukaj dekleta se redno med seboj tekmujejo, tudi udeležile so se recimo tega zadnjega turnirja, prvojunijskega Trbovlje Cup 2023, tako da te selekcije so zelo uspešne, perspektivne, tudi številčne in na njih je treba še naprej delati, jih dopolnjevati in vzpostavljati jasno vsako leto novo selekcijo. Omenili ste to, ne? Felix ni en klub, ampak so pravzaprav 3 klubi. Zdaj ne vem, če je vsega začetka tako, vem, da je bilo društvo Felix, pa je delovalo v vseh 3 občinah, potem ste nekako prišli na te, da imate klub v Zagorju, imate klub v Trbovljah, v Hrastniku. Kje so prednosti tega, kje so slabosti tega in kako se potem vse skupaj združuje v neko člansko zgodbo, ne? Članska ekipa pa je samo ena. Tako. Vedno z ustanovitvijo Trbovljskega kluba smo si zadali cilj, da se nekoč Zasavje poveže, vse 3 občine. Iz preteklih let, dolga leta nazaj smo vedeli, da so predvsem v moških klubih bilo to težko doseči. Zato smo se odločili, da postopoma krenimo v to in po 3 letih delovanja v Trbovljah smo že 1 leto tudi delovali v Zagorju, brez kluba oziroma pod trbovljskim klubom, ker se je to zelo dobro organiziralo, zelo dobro obnesli, številčno so hitro, smo narasli na neko lepo število, dobro organiziranost, smo prišli do tega nivoja, da ustanovimo klub, društvo, še do Felix Zagorje, ki je letos deluje že 10. leto oziroma krene v 11. leto in leto kasneje smo isto krenili v Hrastniku. Tako da to so 3 ločena kluba, z ločenimi davčnimi številkami, naslovi in tudi članicami. Ne? Je pa prednost tega je to, da je organiziranost mogoče predvsem v nižjih teh kategorijah boljša, večja preglednost. Slabosti pa načeloma ne vidim. No. Mogoče edino to, da nekateri se skupaj še vedno Zagorski klub ali pa mogoče tudi Hrastniški dojemajo kot Trbovljski klub, ker je pa jasno, ni temu tako, ne. Ravno to, ne, trenira se v vseh 3 občinah, po vseh 3 površinah. V Trbovljčani ste pohvalili na začetku občino za pomoč. Kako recimo v Hrastniku in Zagorju povsod je dovolj posluha za dekleta, ki igrajo košarko? Ja, pa ne, no. Dej, to je dolga debata, lahko se iz tega razvije. Mislim, da tudi nimamo toliko časa, da bi vse to predelala. Jaz bom samo tako rekel, korektno, upam, da so bodo stvari tudi v občini Zagorje in tudi Hrastniku mogoče približale temu, kar je v občini Trbovlje. Sicer odzivnost, recimo župana, gospoda Matjaža Švagana je vedno bila, tukaj moram pohvaliti, da tudi ko smo organizirali Zasavje Cup, mislim, da je 3 leta nazaj, je tudi prišel na podelitev, nam je stopil nasproti, ponudil pomoč pri organizaciji, tako da je, vedno se pa najdejo nekateri posamezniki, ki jim ni najbolj pogodo, da delujemo. Ja, kot človek, ki je kar podrobno spremljal zasavski šport, vem, da je kopica enih težav, ne samo pri košarki, tudi marsikje drugje. Ja, rekli se, ne trenira se po vseh 3 občinah, vse dvorani imamo v Zasavju kar nekaj, ne. Se mi zdi, da bi se dalo najti termin, ampak ja, glede na predpise vsake občine verjamem, da so tu neke variante, variacije, ampak upamo, ne, seveda vsi na boljšo prihodnost. Rekla sem na začetku Nika Barič, ne, bom spet jaz dal malce konteksta, saj mislim, da večina tistih, ki spremlja šport, dobro pozna zgodbo. Dolgoletna kapetanka, ki je debitirala za člansko reprezentanco s 15 leti pod vodstvom tudi Damirja Grgiča, ne, prav tako Trbovljčana, je bila odstranjena iz reprezentance, odstranil je novi selektor Grk, Georgios Dikajulakos, na podlagi domnevno spornega komentarja na družbenih omrežjih, ki morda niti ni bil tako sporen, ne, kot je gospod Dikajulakos
sklepal. No, prihaja torej Evropsko prvenstvo v Sloveniji, ki naj bi bil nekako vrhunec te generacije, ki pa bo to prvenstvo morala odigrati brez svoje voditeljice na igrišču. Ne vemo, kaj je Nika Barič pomenila, ne samo v igralskem smislu, ampak tudi v smislu karakterja oziroma tega, kaj pomeni v hierarhiji moštva oziroma ekipe. Niko dobro poznate, ne? Poznajo jo vsi zasavski ljubitelji športa. Kako gledate na to zadevo, vaš pogled na vse skupaj, pa vemo, ne? Naš pogled je zunanji pogled, nismo poučeni o vseh podrobnostih. Kako gledate na vse skupaj in kaj gre pričakovati od prihajajočega Evropskega prvenstva? Ja, tukaj moram najprej povedati, da je jasno na strani Nike. Ne samo zaradi tega, ker se že dolgo poznava in smo v prijateljskem odnosu, ampak tudi zaradi tega, kot smo že omenila, da od 15. leta je ona vedno bila na razpolago reprezentanci. Tudi ko ni bila povsem zdrava, ko so bile poškodbe, ko so bile težke sezone, moramo vedeti, da njene sezone niso enake kot sezone v slovenskih ligah. Da na nek tak način se zgodba zaključi po takem časovnem obdobju, marsikdo težko razume, ne? Zdaj, kar se tiče nekih zapisov, vsak ima možnost na svojih družbenih omrežjih objavljati nekaj, kar zame ni spornega, ne? Konec koncev, ponekod tudi njen zapis, tisti, ki so si pogledali, ni bil do nobenega žaljiv, ne? Zato, da se potem tazga igralca pred takim dogodkom odstrani. Nika ni samo statistično uspešna igralka, je tudi vodja ekipe, ne? In ko ti vodjo odstraniš, se treba zavedati, da nimaš ti rosterja igralskega 30 igralk, da si lahko ti prvošiš, da boš nekoga izključil. Mislim, da v Sloveniji nimamo ravno adekvatne zamenjave. Ne, jaz mislim, da Nika je ena sama in ko izločiš, pač nimaš Nike. Ne? Zdaj, seveda imaš eno drugo, ja, ampak ni to enako. Ne? Tako da ta prvenstvo tudi, sam si ga užival, ne bomo gledal na televiziji, te možnosti sicer ne izključujem, ker ti konec koncev rezultat me še vedno zanima, da se vidi, kdo je imel prav, ker rezultat bo pokazal, kdo se je pač pravilno odločil oziroma kdo se je nepravilno odločil, pa se vsi skupaj mogoče pustimo presenetiti. Ja, tako, ne, saj je ravno to. Damir Grgić je lovil to četrtfinale. Brez njega, preden je bil selektor, Slovenija niti enkrat ni igrala na Evropskem. Ko je prišel, je igrala 3krat zapored, se vedno prebila naprej. In potem je zmanjkalo na tisti odločilni tekmi za preboj, da bi se res uvrstili tisti boj za medalje. Zmanjkalo včasih nekaj točk, akcija 2, obramba 2. Bomo videli, ja, ko ste dejali letos. Mislim pa, da se je morda grški selektor ne zaveda, oziroma slovenski selektor grške narodnosti ne zaveda, da v Sloveniji bazen igralk ni ravno širok. Ne. In da tudi vpliv Nike Barič na igro Slovenije ni samo ta statistični, ampak da je ona dejansko imela te niti v rokah, da je bila trener na igrišču. Mislite, da bo človeka kaj presenetilo, ne, ko bo iskal zamenjavo oziroma poskušal najti nek nov koncept na tem, ne, da pravzaprav zamenjave prave ni? Ne, mislim, da glede na odločitev gre za človeka z močnim karakterjem. To je tudi dekoriran trener, ne, najboljši trener Eurolige. Da enostavno izgovorov bo najbrž ob neuspehu dovolj, ne? Ampak mislim, da pravi razlog se ne bo nikoli razkril, tistega bomo jasno mi vedeli, zakaj je prišlo do neuspeha. Vprašanje pa ponovno je, kje je postavljena zdaj ta lestvica, kaj je zdaj uspeh in kaj je neuspeh, ne, na tem prvenstvu. Zdaj jaz sicer nisem zasledil, mogoče kdo drug, kaj je recimo cilj, kaj je uspeh, kaj je neuspeh, ampak kot sem že prej povedal, ne, profesionalnih igralk v Sloveniji je zelo malo. Ne. Najbrž težko že petorko sestavimo profesionalno, ker govorimo vse igralke, katere iz slovenske lige pridejo zraven, da igrajo, to so pač amaterske igralke. Ne. In z njimi, ko ti eno profesionalko izločiš in dodaš neko amaterko, najbrž nisi na kvaliteti pridobil. Ne. Tako da bomo pa videli, ne. Glede na to, da je strokovnjak, bo mogoče nas presenetil. Tako, pustimo se presenetiti, kot ste rekli. Miha Bučarič, če se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu. Rezimirala so to sezono, dogaja se vam kar precej, ne, v vseh 3 občinah. Vas bomo spremljali še naprej, za danes pa še enkrat hvala in vse dobro. Najlepša hvala. Tako, to je bil pogovorni del Skoka.
kratke reklame, na to pa sledijo športne novice, tako da daljinca pustite pri miru.